Moja zgodba. Dober večer. 3. in 4. oktobra leta 2022 je v dvorani Slovenske matice v Ljubljani potekal posvet z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu. Pripravil ga je zdaj že ukinjeni Muzej slovenske osamosvojitve v luči 90. obletnice rojstva v letu 2022 in 20. obletnice smrti v letu 2023 nestorja slovenske države Jožeta Pučnika. Na njem je več sogovornikov, sodobnikov in političnih sopotnikov, med njimi Janez Janša in Lojze Peterle, Janko Kos in Milček Komelj, Aleš Maver, Aleš Gabrič, Stane Granda, Igor Omerza, Dimitrij Rupel, Alenka Puhar, Igor Grdina, Ivo Jevnikar in drugi obudilo spomin na očeta samostojne slovenske države. Na očeta in strica sta spomine obudila tudi sin Gorazd Pučnik in nečakinja Iva Pučnik Ozimič. Na tem posvetu je sodeloval tudi bivši predsednik države Borut Pahor, ki je Pučnika označil za najpomembnejšega slovenskega politika svojega časa in nestorja osamosvojitvene misli. Danes boste iz omenjenega posveta lahko poslušali dva prispevka. Akademik Milček Komelj bo budil spomin na očeta slovenske države Jožeta Pučnika, publicist Ivo Jevnikar pa bo predstavil Pučnikovo povezanost s Slovenci v Italiji. Pa najprej prisluhnimo akademiku Milčku Komelju. Jožeta Pučnika sem spoznal zaradi prijatelja Nika Grafenavarja. Ko sem bil na prireditvi v prostorih Društva slovenskih pisateljev v podporo zaprti četverici JBTZ, me je pesnik prijazno pridržal, naj ostanem z njim, kajti bila sva soseda in sva se zato pogosto skupaj, in res zelo pogosto, skupaj vračala domov. Za veliko mizo se je potem kot na kakšnem konspirativnem sestanku zbrala ožja skupina ljudi iz kroga poznejših osamosvojiteljev, ki so pričeli presojati napeti družbeni položaj. Med njimi se je nadoma gromovito oglasil markanten mož, ki ga menda edinega nisem prepoznal, in z neverjetno odločnostjo glasno poudaril, da je zdaj nastopil edinstven zgodovinski čas, ko se lahko Slovenci končno osamosvojimo, da je pred nami velikanska odgovornost in da te zgodovinske priložnosti nikakor ne smemo zapraviti. K nujnosti državne osamosvojitve je spodbujal s tolikšnim prepričanjem, zavzetostjo in strastjo, da sem ga občutil kot ljudskega tribuna iz zgodovinskih knjig in da me je od navdušenja kar oblil srh, kajti od nekdaj sem si želel, da bi bila Slovenija samostojna. Ko sem zatem Nika povprašal, kdo neki, je ta mož me samo začudeno pogledal, kdo neki, Pučnik vendar. Takrat je bil tam navzoč tudi Josip Vidmar, ki je takim stališčem pritrjeval. Potem, ko se je pred vojno zavzemal za slovenstvo in se pod njej podredil novim časom, je nazadnje očitno celo on zaslutil priložnost, da se mu uresničijo stare slovenske sanje in se mi je kot zaveden Slovenec predal, povsem ne glede na to, kako prilagodljivo politično pamet je sicer imel. Se ga je nekoč pričo mene, zgodovinar Franc Viter, označil celo za političnega idiota. A je bil čustveno povsem navezan na slovenstvo z našim jezikom, za katerega se je vedno zavzemal in je vsaj v nekem predavanju, ki sem ga bil poslušal, govoril o zgodovinski tragičnosti slovenskega naroda in ne o našem zgodovinskem uspehu. Zavezanost slovenski kulturi in jeziku, ki sta bila v Jugoslaviji vse bolj ogrožena, sem čutil tudi sam, tako kot tudi vsi tisti kulturni Slovenci, s katerimi sem se tedaj družil ali sem jih pobliže spoznaval. In so se že predtem pričeli najprej upirati tako imenovanim skupnim jedrom, tako kot posebno Janez Menard. Zadovoljstvom pa so leta 1989 sprejeli dopolnila k slovenski ustavi, ki so dajala prednost slovenskim zakonom nad jugoslovanskimi, o čemer so se v en glas izjavljali v anketi Zlobčeve revije Sodobnost, naslovljeni z vprašanjem, ali smo zdaj bolj svobodni in manj varni. Izstopalo je torej vprašanje svobode, ki pa naj bi ogrožala našo varnost. Spominjam se tudi, kako je Predrag Matvejevič med nekim predavanjem Slovence v Cankarjevem domu to bilo dobesedno rotil, naj se zaradi mešanih zakonov v Jugoslaviji odpovemo želji po samostojnosti. A so mu navzoči, ki so se oglasili, dali jasno vedeti, da se zaradi njih zagotovo ne bomo žrtvovali.
Absolutni, da se obeta nekaj velikega, če že ne absolutni vzhajajoče slovenske vsenarodne enotnosti in napovedujoče se slovenske pomladi, sem se po tistem sestanku hipu spomnil vsega, kar sem o Pučniku dotlej slišal ali prebral. In že ob tem je postalo jasno, da je bil za uresničitev takega poslanstva lahko tako pogumno pripravljen na vse žrtve samo človek s tako izjemno energijo, kot sem jo tistikrat zaslutil že z njegovih besed za pisateljsko mizo. Usoda, kot jo je doživel, se mi je zdela neverjetna in pretresljiva in je kazala na moža neizmerne volje in neomajnega prepričanja, saj bi bila za običajnega človeka že kar neverjetna in tudi uničujoča. On pa se je, da bi pripomogel k uresničitvi slovenski sanj, vrnil v domovino le malo pred tem, ko sem ga prvič videl, in se vključil v svobodilno vrenje, ki ga je napovedovala tudi znamenita 57. številka Nove revije, v kateri je Pučnik sodeloval. Odtlej sem ga prav tako pogosto videval predvsem Grafenavrijevi bližini, zlasti na Novi reviji in na kakih sestankih, a največkrat na povsem neformalnih srečanjih. Moj vtis o njem pa je ostajal nespremenjen. Takrat sem ga ob vsej njegovi odločnosti, s katere je bil sklesan, spoznal tudi kot obzirnega ter skromnega, izrazito spoštljivega, nevsiljivega, ljubeznivega in prisrčno očetovskega, v srcu že kar milega, vse prej kot sladkobnega in ob vsej čokatosti le navzven nekoliko robustnega in odrezavega moža, ki mu očitno v ničemer ni šlo za lastno veljavo, ampak le za suverenost Slovencev in je bil že v osnovi očitno velik poštenjak in je za takega tudi veljal, namreč za čistega kot solza, kot so govorili. Zanimal se je tudi za vse ljudi okrog sebe in za umetnost in mi ob srečanjih običajno odzdravi z besedami, kako kaj umetnost, ki mi je kdaj celo dodal razumevajoče prijazen vzklik, brez umetnosti ni nič. Živo sem občutil tudi veliko spoštovanje, ki so ga do njega čutili prijatelji iz kroga Nove revije, še posebno Nika Grafenauer, ki ljudem okrog sebe ničkolikokrat obnavlja njegovo usodo in postal dobesedno besen, ko so nekateri sicer redki, najbrž že v okviru kakih političnih igric, pozneje pričeli komentirati, da se je med bivanjem v tujini odtujil in da zato ni najprimernejši, oziroma sploh ni primeren za vlogo, ki so jo naprtil ali so mu jo namenili. Takrat je Niko Pučnika vzneseno primerjal celo s Primožem Trubarjem, ki je prav tako moral pobegniti v tujino, da se je rešil svoj nikdjer dom, odkoder se je ponovno vrnil kot odrešitelj in ga pravičeno oznanjal za že kar tragično slovensko žrtveno in heroično osebnost, sam pa sem ga videl že malo kot Kristusa. V takih in tudi kakih drugih morebitnih pomislekih proti Pučniku je Niko videl pravo izprijenost, saj so povod za to vrstne neumestne zadržke povzročili ravno njegovi eksekutorji, ki so ga prisilili v izgon. S posebno spoštljivostjo in s ponosom mi je ob slehernem srečanju na ulici o Pučnikovem pogumu in značaju zelo rad govori tudi njegov starejši, mladostni, umetniški prijatelj in sošolec ter sodelavec, skladatelj Igor Štuhec. Mene pa je Pučnik navduševal, ker sem si vedno želel, da bi bila Slovenija samostojna in samostojnost je lahko pravočasno dosegla, ker je na srečo vendar še ohranila dovolj enovito nacionalno substanco. Ta izraz je zelo rad uporabljal tudi pesnik Dane Zajc, ki je bilo potrebno državno legitimirati s sklicevanjem na pravico do narodne samoodločbe. Danes pa je ta docela nezavarovana, saj ni nacionalna pripadnost več zajeta niti v statistični popis prebivalstva v slovenski državi, da bi lahko sploh vedeli, koliko nas še je. Izhodišče za nasprotovanje vojaškim oblastnikom, ki so najbrž ob podpori tedanje slovenske oblasti pri tem zaprli pogumno četverico, pa je bilo prav nasprotovanje uporabi tujega jezika v sodni zadevi na slovenskem ozemlju, ki so nam ga tudi sicer vse bolj vsiljevali, da bi tako zabrisovali našo narodno identiteto in jo postopoma podredili neobstoječi jugoslovanski. V krogu Nove revije se je najbrž edino Niko Grafenauer, ki je Pučnika sprejemal s tolikšnim spoštovanjem, da se ga je že kar podomačil, vendarle jemal tudi pravico, da ga je v svoji otroški hudomušnosti tudi stalno prijateljsko dražil ali zbadal. Preden ga je govoril ali pohvalil, mu je namreč že kar praviloma ponesel, češ kaj boš ti, ki si sociolog. Pučnik je ta stalni uvodni učitek ali pomenljivo podarjen pristavek, da je sociolog, potrpežljivo in z nasmehom mirno prenašal in samo enkrat sem doživel, da mu je bilo tega dovolj in je sicer povsem nesovražno, hlasno vzkipel in se jezil nekako z besedami. Pa kaj potem, če sem sociolog in ne umetnik, kot si ti? Saj vendar cenim umetnost in res ni potrebno, da me vedno tako zavrkavaš. In je še poudaril, da gotovo ni take vrste sociolog, ki bi škodoval umetnosti.
a se je ob njihovem nasmehu takoj pomiril in te njegove stalne pripombe nikakor ni jemal za hudo. Ta Grafenauerjev obvezni učitek o sociologu sem si razlagal s tem, da je v predstavah pesnikovega oziroma pesniškega okrožja za nekako najbolj zveličavnega veljal pesnik, ki je vizionar in živi po pesniško. O sociologih, a ne o Pučniku, pa je Grafenauer očitno že nasploh imel bolj slabo mnenje. Vsaj tako slabo mnenje o sociologih pa sem imel sicer nekompetentno, ampak vendar tudi sam in sem zato prijatelja več kot razumel. Že v srednji šoli sem, čeprav nisem imel kakšne dnevno politične pameti, jasno razbral, kako so nam pri predmetu sociologija prali možgane, ko so na primer ob prikazovanju nepregledno zapletenega volilnega sistema pojasnjevali, da je od vseh najbolj demokratičen, ko pa je bilo očitno prav narobe, saj ni Tita nihče nikoli neposredno volil. In tudi pozneje sem sociologijo te vrste spoznaval predvsem kot prikrito utemeljevanje nekdanje režimske ideologije. To spoznanje pa je postalo med razmišljajočimi ljudmi očitno tudi širše sprejeto. Ko so med članstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti v zadnjih letih kar dvakrat za manj skušali izvoliti sociologa, ki je bil med Slovence vpeljal spremljanje javnega mnenja, zaradi česar naj bi veljal za pionirja empirične sociologije, je postalo namreč očitno že marsikomu tudi med akademiki jasno, da je šlo pri taki sociologiji v resnici za prikrito ne spremljanje, marveč ustvarjanje javnega mnenja in torej za politično manipuliranje z ljudmi. Tako manipuliranje pa se z dejavnostjo tovrstnih agencij jasno kaže tudi v sedanjih prihajajočih državnih predsedniških volitvah, ko so ljudem že povsem na začetku, še preden se je kampanja sploh pričela, brez vsakega argumenta sugerirali, kdo od kandidatov ima največjo možnost in kdo, če tudi je pametnejši, je le nezaželen obskurnež. Pučnik pa je bil tudi kot sociolog svobodomiseln demokrat, ki je lažnost in okrutnost poprejšnjega sistema dognal z lastnim umom in občutil na lastni koži in mu je zato nasprotoval sleherno besedo in dejanjem. Pučnika so, ne glede na to, ali je bil ali ni bil sociolog, imeli radi tudi pesniki, kakršen je bil Dane Zajc. Da ne govorimo o spoštovanju slikarja Janeza Bernika, ki je bil do nekdanjih oblastnikov vse bolj žolčen. V bistvu je bil politik, gotovo tudi sociolog Pučnik, vendar ne kot pretkan manipulator, marveč kot nadvse pogumen in odkrit bojevnik za temeljne pravice slovenskega naroda, ki si je prizadeval za razkrinkanje sistema, ki je demokracijo zatiral in se je za demokratičnega s pomočjo režimskih sociologov samo izdajal. V tem svojem poslanstvu pa je ob vsej tretnosti tudi on živel po pesniško in bil premagovanju preprek ognjevit politični pesnik, ki ga je navdihovalo domoljubje, povezano z odločno zahtevo po nujnosti narodne svobode in peljavi zahodnoevropske demokracije. Kot kritik zablod nekdanje družbe in tudi nadvse angažiran pri odmevni razstavi Temna stran meseca, ki jo je pobudil Drago Jančar, kar sem občutil, ko smo na nekaj prvih sejah sedeli skupaj z njim, sodelavci pri razstavi na Slovenski matici in je svoje sodelovanje vzel več kot resno, neomajno prepričan o nujnosti, da se ljudem prikaže neusmiljena resnica. Posebno čast tega imel tudi trnovski župnik Janez Pogačnik, ki leta 1994 v svojem župnišču ustanovil tako imenovani Finžgarjev klub in nam je predaval tudi Jože Pučnik. Govoril o tem, kaj pomeni oziroma kaj pomenilo biti oporečnik. Ob njem pa sta sodelovala tudi Niko Grafenauer in Peter Jamrek. In je svojim razmišljanjem očitno tako navdušil, da je moral predavati